V sredo 23. januarja 2019 je spominčica Alzheimer Slovenija v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije, območnim združenjem Slovenske Konjice, odprla demenci prijazno točko s kratico DPT za območje Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče in predstavila aktivnosti, ukrepe in izzive, ki so povezani z boleznijo sodobnega časa, demenco. Pri odprtju sta sodelovali predsednica Rdečega križa Slovenije, domačinka Irena Nečemer in predstavnica spominčice Marjeta Artnik. Dogodka so se udeležili visoki gostje in prostovoljci Rdečega križa. K besedi ob odprtju demenci prijazne točke v Slovenskih Konjicah vabim Ireno Nečemer, predsednico območnega združenja Rdečega križa Slovenske Konjice, ki bo predstavila načrtovanje aktivnosti na našem območju, vse od ozaveščanja prostovoljcev do tega, kako prepoznati in kako ravnati z osebo s težavami z demenco. Izvolite, gospa Nečemer, prepuščam vam besedo. Ena od dejavnosti Rdečega križa Slovenije, ki je na Slovenskem kot humanitarna organizacija deluje že več kot 150 let, svetu pa je skoraj 200 država, deluje 200 država, je tudi širjenje znanj med prebivalstvom. Takšen način dela nam omogoča organiziranost naše organizacije, saj delujemo v 36 območnih združenjih v celotni Sloveniji. Tu je tudi v Sloveniji je tudi 900 krajevnih organizacij Rdečega križa. V našem območnem združenju, ki delujemo na področju občin Zreče, Konjice in Vitanje, pa deluje 13 krajevnih organizacij. Naša glavna naloga je pomoč ljudem v stiski oziroma ranljivim skupinam prebivalstva, ki jih udejanjamo v skladu z načeli, ki jih v sedmih načelih Rdečega križa. Glede na staranje našega prebivalstva se pripravlja zakon o celostni oskrbi starostnikov, v katerem bo Rdeči križ zagotovo sodeloval kot humanitarna organizacija in na ta način pripomogel k temu, da bodo starostniki preživeli čim več časa na svojem okolju. Ena od večjih težav za obolele svojce in njihove bližnje pa je demenca. Na Slovenskem so se z ozaveščanjem in prepoznavanjem prvih znakov te bolezni ukvarja nevladna organizacija Spominčica, ki danes sodeluje z nami, s kateri smo vzpostavili stik in so nam v mesecu novembru predstavili svoje stališča in način dela pri upravljanju te humanitarne dejavnosti. Dogovorili smo se tudi za odprtje demenci prijazne točke, o kateri bo kasneje govorila predstavnica Spominčice. Moram pa povedati, da je Rdeči križ Slovenije oziroma da območno združenje Slovenske Konjice je četrto združenje v Sloveniji, ki odpira to točko in v Sloveniji jih je pa okoli 60 takšnih točk. Smo pa 8 v Celjski regiji, ki odpiramo to točko. Dogovorili smo se, da bomo na izobraževanje postavili tudi naše prostovoljke in nekaj se jih že udeležilo. Veselje mi je, da so tudi takšni prostovoljci, ki so jim blizu, pa tudi postopkovni brati ta usmerjanja. Naša osrednja gostja danes pa je Marjeta Artnik, predstavnica spominčice. Zato vas, gospa Artnik, vabim, da spregovorite o aktivnostih spominčice, demenci, o ukrepih, dosežkih in primerih dobrih praks na področju demence v Sloveniji in tudi v tujini. Predajamo mi besedo. S svojimi aktivnostmi spominčica si prizadeva za kakovostno življenje oseb z demenco in njihovih svojcev, saj se le-ti pri dolgotrajni oskrbi in pa pri dolgotrajnem ozdravljanju nemalo krat srečujemo z stiskami in vsemi težavami, ki so povezane z to boleznijo. Priporočila vseh mednarodnih organizacij, kot so recimo Alzheimer Disease International in Alzheimer Europe, katerih članica je tudi spominčica, priporočajo, da so osebe z demenco čim dlje zadržujejo v domačem okolju, ki ga poznajo, da so tudi aktivno vključene v to sredino. Saj je tudi to za vse osebe z demenco, kot tudi za vse svojce, najbolj humano in pa, če rečem, tudi najbolj poceni. Se vemo, da so stroški povezani z zdravljenjem kar visoki. Osnovno izhodišče, ki ureja področje demence v Sloveniji, je strategija obvladovanja demence v Sloveniji sprejeta do leta 2020. Glavni cilji
strategije na ravni države pa so: prvič, pravočasna diagnoza bolezni, dostopnost obravnave in zdravljenja ter vzpostavitev usklajene podpore osebam z demenco, njihovim svojcem in oskrbovalcem. Strategija, glavni cilj te strategije, eno izmed prioritetnih področij je ozaveščanje in pa destigmatizacija demence, kot sem že preomenila. To bo uresničeno s spodbujanjem dejavnosti lokalnih skupnosti, ki imajo pomembno vlogo pri odpravi stereotipov o demenci. Vzpostavitev mreže demenci prijaznih točk postavlja osnove za oblikovanje demenci prijaznega okolja, v katerem lahko osebe z demenco čim dlje živijo samostojno in ohranjajo aktivno vlogo v lokalni skupnosti. S tem bi se seveda izboljšala tudi kakovost življenja oseb z demenco in njihovih družin. Z demenci prijaznimi točkami stremimo k uresničevanju treh ciljev. Prvič, k usposabljanju vseh uslužbencev v različnih organizacijah, da ti prepoznajo znake demence ter znajo ustrezno pristopiti k osebi in se z njo pogovoriti in ji tudi nuditi prvo pomoč. Drugič, k ozaveščanju o demenci, kar omogočamo z dostopnostjo do informacij in gradiv o demenci, tako osebam z demenco in njihovim svojcem, kot celotnim lokalnim skupnosti. Seveda tu so tudi vključeni vsi zaposleni v raznih službah, ki se vsakodnevno srečujejo z takimi osebami. Kot so to, rečemo, če začnemo od trgovcev do policistov, v oseb, ki delajo v lekarni, vozniki avtobusov, skratka vsi, ki se vsakodnevno srečujejo z krajani, bom rekla. Tretjič pa je omogočiti, da zaposleni na demenci prijazni točki znajo svetovati, kam se lahko osebe z demenco oziroma njihovi svojci obrnejo po prvo pomoč. Bodi si to, ali so to uradi od spominčice, sedaj tudi Rdeči križ, ker smo zelo veseli, da se je priključil, ali v centre teh socialnega dela, domov za starejše in posod, kjer so tudi zdaj že odprte demenci prijazni točki. Na demenci prijazni točki v Slovenskih Konjicah, ki se bo nahajala, kot smo že večkrat povedali, v prostorih območnega združenja Rdečega križa Slovenske Konjice, bodo usposobljeni prostovoljci in zaposleni pomagali osebam z demenco, njihovim svojcem, oskrbovalcem in drugim, in to prav preko usmerjanja, informiranja in ozaveščanja lokalne skupnosti. Sledi slavnostni podpis dogovora o vzpostavitvi demenci prijazne točke in izvajanju programa. Točko boste s podpisom dogovora slavnostno odprli Irena Nečemer, predsednica območnega združenja Rdečega križa Slovenske Konjice, in Marjeta Artnik, predstavnica Spominčice Alzheimer Slovenija, tako da vljudno vabim k podpisu. Izvolite. Spominčica je nevladna, prostovoljska in humanitarna organizacija, katere poslanstvo je pomoč osebam z demenco in njihovim svojcem. Preko svojih aktivnosti zagotavlja pomoč pri obravnavi, sporazumevanju in negi, z namenom zagotavljanja dostojanstva in kakovosti življenja oseb z demenco, s informiranjem in ozaveščanjem javnosti, pa si prizadeva za zgodnje prepoznavanje znakov te bolezni in predvsem za zmanjševanje stigme in oblikovanje demenci prijaznega okolja.